Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Tudi današnjo novinarsko konferenco bomo posvetili cepljenju proti COVID-19. Med nami zato najprej lepo pozdravljam današnjo gostjo, dr. Marto Grgić-Vitek, nacionalno koordinatorico za cepljenje iz NIJZ. Kot vsako sredo bo tudi danes na Brdu pri Kranju potekala seja Vlade Republike Slovenije, posvečena soočanju z epidemijo COVID-19. Seja se bo pričela ob 17:30 uri, še pred tem pa se bodo člani vlade sestali tudi s strokovno skupino pri Ministrstvu za zdravje. O strategiji soočanja z epidemijo bo še pred samo sejo prav tako na Brdu pri Kranju razpravljala tudi politična in strokovna javnost. Sicer pa danes potekajo tudi obiski državnega sekretarja gospoda Jelka Kacina, nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja, cepilnih mest v zdravstvenih domovih v Grosupljem, v Novem mestu in v Krškem. Nadaljujemo pa z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki, in sicer ti kažejo, da je bilo včeraj opravljenih 5989 PCR testov in 24.688 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 1112 novih okužb. Današnji podatki, se pravi za včerajšnji dan, so nekoliko slabši, kot so bili podatki pred enim tednom. To si bomo sedaj ogledali skupaj na prvi izmed današnjih tabel. Če še enkrat ponovim, število pozitivnih PCR testov je včeraj znašalo 1112, je bilo precej višje od števila pozitivnih testov včeraj. Res pa je, da je tudi število testiranj bilo včeraj višje kot dan pred tem. Delež pozitivnih PCR testov je včeraj znašal 18,6%, dan pred tem 19%, in kot vidite, je primerjalno, so današnji podatki, glede na podatke iz prejšnjega tedna, žal precej slabši, kot so bili. Med občinami glede na včeraj potrjene nove okužbe izstopajo naslednje občine. V Celju so včeraj potrdili 36 novih okužb, v Domžalah 3 manj, se pravi 33. Iz Kranja poročajo o 21 novih okužbah, na Jesenicah pa so jih potrdili 17. V naši najmanjši regiji je bilo včeraj potrjenih precej okužb, in sicer v Trbovljah 21, v Litiji 20, v Zagorju ob Savi pa 16. V Novi Gorici so potrdili 14 novih okužb, v Sežani 27, na Obali pa izstopajo 3 občine, v Kopru so potrdili 33 novih okužb, v Piranu 17, v Izoli pa 12. V Ljubljani je bilo včeraj potrjenih 138 novih okužb, v Mariboru pa so jih potrdili 56. Poglejmo si še danes objavljene podatke o 14- in 7-dnevni incidenci. 14-dnevna incidenca na ravni države danes znaša 488,5. To je nekoliko bolje, kot so kazali podatki, ki smo jih predstavili včeraj. Včeraj je 14-dnevna incidenca znašala 493. Na spodnjem delu grafa, se pravi pri regijah, ki imajo najnižjo 14-dnevno incidenco, večjih sprememb ni, še vedno so jugovzhodna Slovenija, primorsko-notranjska in pa posavska regija tiste regije, ki imajo najnižjo 14-dnevno incidenco. Velja pa poudariti, da današnji podatki kažejo na precejšnje poslabšanje v Koroški regiji, ki je zamenjala obalno-kraško regijo in postala tista regija, ki ima danes najvišjo 14-dnevno incidenco, in sicer kot vidite na grafu, ta znaša 676. Podobno sliko prikazuje tudi naslednji graf, ki prikazuje 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Na ravni države je danes 7-dnevna incidenca nekoliko slabša, kot smo poročali včeraj, in sicer je včeraj znašala 239, danes pa znaša skoraj 246. Tudi na tem grafu je Koroška regija tista regija, ki ima najvišjo 7-dnevno incidenco, znaša skoraj 353, zelo blizu je tudi 7-dnevna incidenca v Zasavski regiji. Na spodnjem delu grafa pa še vedno ostajajo, kot že kar nekaj časa, primorsko-notranjska regija, posavska regija in pa regija jugovzhodna Slovenija kot tiste regije, ki imajo najnižjo 7-dnevno incidenco v državi. Sicer pa 7-dnevno povprečno število potrjenih primerov po danes objavljenih podatkih NIJZ
Tudi danes je žal nekoliko višje, kot je bilo včeraj, in sicer danes znaša 737, včeraj je to povprečje znašalo 716. K sreči se pa danes v naših bolnišnicah zdravi nekoliko manj covid pacientov, kot smo poročali včeraj, in sicer 444, včeraj je ta številka znašala 451. Te podatki so razvidni tudi iz slike, ki si jo vsak dan ogledamo na naših novinarskih konferencah. Razmere ostajajo v državi takšne, kot jih je vlada določila prejšnjo sredo. Ponovno bo vlada presojala o tem, ali kje razmere dopuščajo morebitne sprostitve oziroma ali je kje potrebno veljavne ukrepe zaostriti. Še vedno ostajamo v oranžni fazi, država je obarvana oranžno, obalna kraška regija, kot vidite, je obarvana še vedno z rdečo. Danes so podatki sicer nekoliko slabši za obalno kraško regijo, kot so bili včeraj, podobno tudi za jugovzhodno Slovenijo, še vedno pa sta jugovzhodna Slovenija in Posavska regija tisti regiji, ki sta na našem zemljevidu obarvani z rumeno. Na ravni države oba pogoja za prehod v rumeno fazo še nista izpolnjena. K sreči je izpolnjen prvi pogoj, ta, ki predvideva, da mora število zasedenih bolnišničnih postelj pasti pod 500, je izpolnjen že kar nekaj časa. Od izpolnitve drugega pogoja, ki se nanaša na 7-dnevno povprečje potrjenih primerov, pa smo se žal v preteklih dneh nekoliko odmaknili. Poglejmo si še podrobneje razmere v naših bolnišnicah. Kot že rečeno, se danes v bolnišnicah zaradi COVID-19 zdravi 7 pacientov manj kot včeraj. Na intenzivni terapiji se danes zdravi 83 pacientov, toliko jih je intenzivno terapijo potrebovalo tudi včeraj. Skupaj je bilo sicer včeraj v bolnišnice sprejetih 48 oseb, iz bolnišnic pa je bilo včeraj skupaj odpuščenih nekaj več kot 40 oseb. Nimam trenutno podatka pri sebi, končnega vam bomo sporočili naknadno. Žal pa smo imeli tudi včeraj ponovno smrti, umrlo je 7 oseb. Vsem, ki ste zaradi COVID-19 izgubili svoje bližnje, družinske člane, izrekam iskreno sožalje. Poglejmo si še naslednji graf, ki prikazuje trende zasedenih postelj v naših bolnišnicah. Še vedno se trend znižuje, manj imamo zasedenih navadnih postelj, manj pacientov je tudi na intenzivni terapiji in tudi skupno število pacientov se še vedno počasi znižuje, kar je pozitiven podatek. Pa še numerični prikaz podatkov. Na navadnih oddelkih se danes zdravi 361 pacientov, na intenzivni negi 83, kot sem že povedala, je to enako število pacientov, kot je intenzivno terapijo potrebovalo tudi včeraj. Skupaj pa imamo danes nekoliko manj zasedenih postelj zaradi COVID-19 in sicer zdravniško oskrbo potrebuje 444 pacientov. S tem zaključujem prvi del, uvodni del novinarske konference in prehajamo k osrednjemu delu novinarske konference. Zato za predstavitev lepo prosim našo današnjo gostjo, nacionalno koordinatorico za cepljenje, dr. Marto Grgič Vitek. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. NIJZ spremlja že od začetka, ko smo začeli s cepljenjem, podatke o precepljenosti in neželenih učinkih cepljenja, tako da bom danes predstavila zadnje tedensko poročilo, to se pravi do 14.3. Za začetek pa mogoče, kako smo do sedaj dobavljali oziroma koliko cepiva smo do sedaj prejeli v Sloveniji. Tukaj je ena tabela, ki kaže, koliko posameznih odmerkov, posameznih proizvajalcev smo prejeli na posamezen mesec. In tako vidimo, da Pfizerjevega cepiva nekaj čez 200 tisoč odmerkov, Moderninga nekaj čez oziroma blizu 30 tisoč odmerkov in cepiva AstraZeneca 88.800 odmerkov, skupaj 333 tisoč odmerkov do današnjega dne. Zdaj, če pa gremo pogledat, kako je kar naprej s tabelo
Kako spremljamo izvajanje cepljenja v Sloveniji? Seveda spremljamo preko tega elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju, in ta register je namenjen spremljanju cepljenja v državi, ocenjevanju precepljenosti in pa zagotavljanju podatkov o cepljenju in podatkov o neželenih učinkih po cepljenju. Zdaj, če pogledamo podatke, to se pravi za obdobje od 27.12., takrat, ko se je cepljenje začelo, do 14.3., to se pravi do zadnje nedelje, je bilo cepljenih s prvim odmerkom 174.000 oseb, kar pomeni 8,3% prebivalstva, z drugim odmerkom pa 4% prebivalstva. Spodaj vidimo število izvedenih cepljenj, 257.000, 258.000 in pa število dobavljenih odmerkov, 313.000, tako da nekako od prejetih odmerkov do nedelje recimo je bilo izvedenih cepljenj več kot 80% teh odmerkov, ki so bili dobavljeni, je bilo razdeljenih in porabljenih. In tudi vnešenih v ERC-o, kar je zelo pomembno, no, tako da jih mi potem lahko vidimo in ocenjujemo precepljenost. Kako je precepljenost po spolu? Zdaj vidimo, da so nekaj več precepljene ženske, če smo prej rekli 8,4 na celotni populaciji z enim odmerkom, vidimo, da so moški precepljeni nekaj manj, 6,4%, ženske 10,2%, to se pravi 10% žensk je že prejelo vsaj en odmerek, in 5% pa drugi odmerek. Če pogledamo podatke po starosti, zdaj tukaj vidite ta graf, ki kaže, kolikšne so precepljenosti v starostnih skupinah nad 80 let, to je ta skupina, ki je bila prva pravzaprav prednostna skupina za cepljenje, in tudi ta skupina se iz tedna v teden nekako precepljenost povečuje, tako da pred 14 dnevi, ko smo gledali ta graf, je bila recimo precepljenost starih 80 do 84 let 50%, pri tem, ko so pač zdravniki oziroma cepilni centri sporočali, da so že cepili vse zainteresirane, ampak se ljudje še zmeraj sproti na novo prijavljajo, tako da zdaj ta teden, do zadnjega tedna je bilo cepljenih skoraj 55% te starostne skupine s prvim odmerkom, drugi odmerki pa kar tesno sledijo, no, in zdaj ta teden je ravno tisti teden, ko pravzaprav se cepi, ki je namenjen, skratka vsa cepiva, ki jih dobimo, grejo, mRNA cepiva grejo za cepljenje z drugim odmerkom. Mogoče še majčkeno nazaj, no, toliko, da pogledamo še, kako so cepljene druge starostne skupine. Vidimo, da se že povečuje ta precepljenost te starostne skupine 75 do 79 let, to je namreč ta starostna skupina, s katero so začeli cepiti cepilni centri nekje v začetku marca. Zdaj se je to cepljenje s prvim odmerkom majčkeno ustavilo, zato ker, kot rečeno, so vsi odmerki namenjeni za druge odmerke, ampak se bo to v naslednjem tednu spet nadaljevalo, tako da se bo ta procent teh 75 do 79 let starih naslednji teden začel spet povečevati. Druge starostne skupine so ustrezno manj pocepljene, no, ampak najmanj pravzaprav te starostne skupine od 65 dalje, ne, ker vemo, da smo cepili zdravstvene delavce z obema cepivoma, sicer pa je za te mlajše bilo namenjeno do zdaj samo AstraZeneca cepivo. To je, kar se tiče starostnih skupin. Zdaj pa, če gremo pogledat, kako je s cepljenjem oziroma precepljenostjo po regijah, vidimo, da nekako mogoče Goriška ima nekaj več pocepljenih, ampak tam nekje okrog 8, med 7 in 9%, ali pa celo 10%, recimo Goriška se je čisto približala 10%, nekako so te precepljenosti po regijah, no. Z drugim odmerkom pa tam okrog 4%, kot smo prej videli. Zdaj pa gremo pogledat še, kako je z neželenimi učinki. Na NIJZ-ju spremljamo izvajanje cepljenja proti COVID-19 na podlagi podatkov o opravljenih cepljenjih, ki jih izvajalci cepljenja posredujejo v ta elektronski register cepljenih oseb. In spremljanje neželenih učinkov pa podpira register neželenih učinkov pridruženih cepljenju. In v ta register so dolžni pač poročati vsi javnozdravstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ne glede na koncesijo.
Tako da zdaj, če pogledamo, kako je bilo po posameznih cepivih, recimo cepivo proizvajalca Pfizer, to se pravi mRNA cepivo, tega, ki smo ga največ porabili, skoraj 200 tisoč odmerkov je bilo že porabljenih in vnešenih v ta elektronski register. Ob tem je bilo prijavljenih neželenih učinkov 2010 oziroma 2010 oseb je utrpelo neke neželene učinke, ki so bili prijavljeni v ta sistem. Pri cepivu Moderne tega cepiva je bilo bistveno manj, 11 tisoč oziroma blizu 12 tisoč odmerkov uporabljenih, izvedeno cepljenje s toliko odmerki in je bilo 22 prijav neželenih učinkov, kar je proporcionalno precej manj kot po drugem mRNA cepivu. In zdaj, če pogledamo še podatke za cepivo AstraZeneca, je bilo pa od 50 tisoč izvedenih cepljenj prijavljenih 471 neželenih učinkov, kar predstavlja približno 1% od opravljenih cepljenj. To se pravi, pri 1% ljudi so bili neželeni učinki prijavljeni. Zdaj, tale prikaz, to je tisti prikaz, ki ga tak prikaz naredi EMA glede na organske sisteme. Vemo, da se lahko pri isti osebi pojavi več neželenih učinkov naenkrat, tako da če smo prej govorili o tem cepivu, mRNA cepivu proizvajalca Pfizer, o 2000 neželenih učinkih je bilo na teh prijavnicah 4700 v resnici neželenih učinkov prijavljenih, ki so zdaj tukaj prikazane po organskih sistemih, tako kot jih prikazuje Evropska agencija za zdravila. Največ je vedno teh splošnih težav na mestu cepljenja, splošnih težav in pa lokalnih težav na mestu cepljenja. Taka zelo podobna razporeditev je tudi za cepivo AstraZeneca, pri cepivu Moderne pa pravzaprav je teh neželenih učinkov še premalo, da bi bil smiseln en takle prikaz.